mi imamo samo eno samo surovino noter, ne. In zdaj, če je slaba letina, mi ne moramo slabe letine, govorimo, pomanjkanje sonca ali pa poplave ali pa preveč dežja. Mi tega ne moramo nadomestiti v produktu noter z dodajanjem sladkorja in tako, ker pač zagovarjamo, da je one ingredient only, ne. Zato pa včasih plačaš malo več, ampak zato nekaj dobiš. Vsak dan je nekaj, sploh zato, ker smo si toliko raznovrstni, ker vsi nas poznajo pod tem, da delamo sam namaze, ne, pa temu ni tako, ne. Imamo zdaj v bistvu še celo paleto stvari zraven. Dober dan in dobrodošli v podcastu Gor, kjer gostimo izjemne posameznike iz sveta podjetništva in menedžmenta. Z gosti odkrivamo mnogo tem, mednarodno poslovanje, vodenje ekip, prevajanje in lokalizacija vsebin podjetij in pa izzivi, s katerimi se srečujejo podjetja. Danes gostim gosta, ki je po moji oceni kralj marketinga in poln odličnih idej, tudi z mano jih velikokrat deli, oziroma si jih deliva. S svojimi izdelki gradi prepoznavno slovensko blagovno znamko doma in v tujini in se zelo veselim, da bo z našimi gledalci in poslušalci delil svojo pot in delil z nami svoje izkušnje. Danes je z nami gospod Rok Starič, solastnik in direktor podjetja Rok's Nut Butter, ki se ukvarja s proizvodnjo naravnih namazov iz oreščkov. Roka odlikuje predanost kakovosti in inovativnosti v ustvarjanju zdravih prehranskih izdelkov. Njegova podjetniška pot se je začela iz lastne potrebe in prerasla v uspešno blagovno znamko. Poleg predanosti lastnemu podjetju je Rok tudi zgled mnogim podjetnikom, drugim tudi meni, ki želijo graditi trdne in prepoznavne znamke. Rok, dobrodošel v studiu podcastu Gor. Hvala za povabilo. Ja. Še preden greva na teme, pa na vprašanja, pa se poglobiva o te najne podjetniške debate, ki jih imava sicer tudi, ko sva privat. Me malo za hec zanima, veš, da se veliko dobimo, tudi privatno in s ženami in z otroki in vsakič se pogovarjajo o poslu. Itak. A se sploh znamo še kaj drugega pogovarjati? Ja, lahko, v otrocih pa ženah. To so pomembne 3 stvari, verjetno vsakega podjetnika, ki ima neko družinsko podjetje. Tako da tukaj imamo nek isti imenovalec. Naj ne bova izjema. Rok, da se dotaknemo prve teme, recimo tvoja podjetniška pot, vodenje blagovne znamke. Uvodoma sem že povedal, da res zame veljaš kot za kralja marketinga, ker sami rezultati pač kažejo, da je temu tako. Praktično vidim, da je veliko nekih pametnih, dobrih marketinških akcij narejenih tako s tvoje strani kot ekipe. Se pa praktično kjerkoli, s komorkoli se praktično pogovarjam, danes, če pomenem to tvoj brand, Rock Peanut Butters, Rock's Peanut Butter, pač vsi vejo, kaj to je, ne. Tako da, ampak kljub vsemu, preden greva v konkretizacijo, pa rečeva, kaj so te akcije, ki jih pač ti izvajaš in misliš, da so tiste ključne. Me zanima ta tvoja pot, kako sem rekel vodama, šlo je nekaj iz tvoje lastne bolečine, potrebe. Šlo je iz kle. Potem konkreten izdelek, ja. Se ne vem, kje naj začnem, ne, pravi, začni na začetku. Saj ti veš, kako je šlo iz te stave, ne? No, ampak da še vsi ostali izvejo. Z enim mojim kolegom sva stavila, da bom v enem letu naredil six-packa. Takole smo sedeli na kavici. Jaz, da ne rečem, da je bil krožnik krofov na mizi, ki je bil glih zapustato. In jaz to jem, pa gledam eno revijo Men's Health, pa noter vsi izklesani, veš, to six-pack, tretje sem rekel, tako prav na glas sem rekel, to bi bil lahko jaz. In me pogleda moj kolega, prav, Starič, ti ne boš nikoli tak. Se rekel, dej, greva staviti. On mene gleda, prav, ja, dejva, zakaj pa? Sem rekel, za enoletno vinjeto greva staviti, da bom naredil six-packa v enem letu.
Prav, ok, I'm in. In res jaz naslednji dan odrežem alkohol, cukor, začnem telovaditi, najdem si osebnega trenerja, by the way, z njim sem še do danes v kontaktu. In začnem. Ne? In ta zgodba pol privleče do tega, da v en dan, ne, res sem odrezal vse. Jedel sem zelje, piščanca, brokoli, riž, kaj že tale zrnasti sir, kakšna skuta je padla, banana, tako res clean. Na kar jaz kile dol, vsak dan lepo sem, kaj je bilo, 5-6 zjutraj sem vstajal, tekel 10 km, res sem se na vse teke možne prijavljal. Pol mi enkrat reče v fitnessu, sam malo boš pa mogel maščobe nazaj začeti jesti. Ker jaz nisem, tudi olivca nisem dal zraven, nič. Prav, ja nič, ali boš enega olivca na žlico, ne glih toliko, da nazaj ta intake dobiš, ali pa boš začel arašidov namaz jesti. Sem rekel, pa bom pa to ta drugo, zato ker to sem že včasih jedel, ker sem bil majhen, ker je mat kdaj prinesla domov z trgovine. In mi je bilo dobro, sem rekel, nač to bom. Prav, sam ne pretiravi, ne, ker ena žlička je tisti max. Jaz, ok, začnem to in res, smo pa enkrat doma belili ta dnevni prostor, pa kuhno, in smo imeli foterma, ta veliko papigo, to je ta sivi žako, živo rdeč rep, govori. Mogli smo jo ven prestaviti zaradi tega, da se noter zaradi teh hlapov od barve, da jih ne zadane kap, oziroma da ne pade tam v kletko noter, ne umre. In je bila zunaj, na sončku lepo, jaz pritečem domov, na terasi se usedem, grem noter iskat ta arašidov namaz, ki sem ga kupoval, da je ne uvoz iz tujine, mislim, da je bil The Nutrition ali neki laneno seme arašidov namaz. To jem in po drugi strani gledam ptiča, ker imel pa zunaj vrečo arašidov. In takrat se mi tako, da bi ena žaranca res klele gor. Jaz tako gledam, sem rekel, čak malo, 100% arašidi, ki niso 100%, pa arašidi, kva rabaš za to, da to narediš? In jaz res grem na How It's Made, vsi poznamo to Discovery Channel oddajo, pogooglam, napišem peanut butter, How It's Made, mi pokaže, roast peanuts, grind them, peanut butter. Ok, to je 3 simple steps, dajmo. In res, jaz vzamem multipraktik, vzamem od ptiča arašide, jih natrem, zmeljam, spražem v pečici, vržem v multipraktik in to je bil ta prvi rok s peanut butter namaz. Kako je šlo pa pol naprej, to je pa pol, nam rekel, ni zgodba za drugič, ampak veliko, veš, takole, ko se pogovarjamo, rečejo, kako si pa testiral market, da je to res to. Jaz sem ga odnesel v fitness, trener ga je probal, je rekel, meni je res dober, a si ziher, da so samo arašidi noc, rekel, jaz sem ga sam doma naredil in sem v ta prverih začel nositi folku v fitnessu, se veš, najprej trener, pa une pomočnice na recepciji, pa unaka vod spinning, pa pilates, pa tako naprej, pa so še ostale stranke začele in tako se je razširil ka plesen. Nisem mogel več dohajati s tistim multipraktikom, ki sem folko delal. To je to. Zanimivo, kako si v bistvu preveril. Arašidov. Kako si preveril pač tudi po tržišče, ne? Točno to. Pa prav produkt. Eni mislijo, da so to neke ankete, 1, 3, 4. Jaz sem veliko bolj praktičen tip. Jaz grem, probam, če dela, če ne dela, se obrnem v drugo smer in off we go. Pa ta marketing, če se mogoče dotakneš, kako ti to rade, da te vsi poznajo? Veš, kdo je zadolžen za to? Kdo? Manca Šalehar, ki je zdaj vodja marketinga na Voltu. Zdaj ne vem, je že presedlala na neko bolj evropsko pozicijo ali ne, kakorkoli. Ona je kriva za to, da so nas toliko prepoznali. In sicer iskal sem nekoga, ki bi lahko, veš, ta projekt, ta Kickstarter, ki smo ga imeli, se pravi, mlinček je bil premajhen, in smo rekli, rabimo en boljši stroj, rabimo 6 jurjev za ta stroj. Jaz sem rekel, ok, kako naj izberem cash, če vse, kar imam, je tista pesta arašidov, pa ful nizko plačal, ker sem delal kot študent še takrat. In mi ona reče, Jurija ti bom vzela, zato da ti naredim kampanjo. Poskrbela bom za PR, poskrbela bom za tvoj social. Sem rekel, Jurija ti lahko dam, toliko imam. In sva se res zmenila in je naredila za Jurija tako kampanjo, ki lahko samo gledaš. Mi smo bili na Pop TV-ju, kanalu,
na Valu 202 zjutraj ob 7 so nas omenili za dogodek. Z vseh možnih revij so prišli intervjuje tizdan delati, ko smo imeli ta dogodek in lahko ti rečem, ala i vera, res zna svetovati in narediti dober job, da s ful malo vložka dobiš ful velik output. Torej, ključno je bilo, da si pravo osebo dal na to mesto. Ja, pa ključno je bilo, da je ona mene naučila, kako nastopati v medijih. Zaradi tega, ker vseeno, brez mene, moje face danes ne bi bili kle. Rabaš nekoga, ki nekaj da od sebe. Jaz sem mogel dati sebe, ker pač na putru gor je napisan Roks. Drug bo predstavljal kot jaz. Tako da, to je bilo za začetek. Kaj pa te ključni, te neki začetki, izzivi, s katerimi si se spopadal? Vem, da jih ni bilo malo, ampak kljub vsemu so te neke te največje, ki ti misliš, da je fajn, da si jih premagal. Kaj je? Pa sej ne toliko te izzivi v smislu, kako postaviti firmo, ampak se mi zdi, da je bolj važen to, kako ti dojemaš naslednje korake, ki jih moraš narediti, pa naslednje izzive, da kljub temu, da če eden pride, da ne rečeš, taj pa toliko težek, da ga ne bom zmogel, ampak da toliko časa grizeš, da ga narediš. A veš, pri nas je bil takrat, ko sem jaz to štartal 2015, ful pomanjkanje informacij, kako eno firmo, ki se ukvarja z živilstvom, gor postaviti. Kličeš na inšpektorat, ti ne znajo da dobrih informacij, kaj pravzaprav rabiš, iščeš, kje boš tiste dokumente, papirje uredil. Pač ni bilo to ljudi, veš, nisem jaz glih klical tam, ne vem, na Panvito ali pa nekam. Živijo, vi meni povedali, kako jaz hasap naredim, pa kako preverim, da je izdelek dober za trg, Takih, nekega podpornega okolja ni bilo, ki bi ti lahko rekel, da eno manjše podjetje pingneš pa rečeš, kva jaz rabim, da začnem delati. Edina oseba, ki je bila tukaj, ki jo sicer trenutno ni več v Sloveniji, je bil en tabornik naš, in sicer iz slaščičarne Lenček iz Domžal. On je bil tehnolog, da mi je majčkeno povedal, kva približen rabaš, ampak veš, tudi on ni mogel reči, tole rabaš, veš, on je čisto v eni drugi branži, on je v gostinstvu v bistvu, ti pa imaš proizvodno, kar je pol drugače. Tako da, jaz ti pravim, teh izzivov ni bilo malo, je pa bilo važno to, da sem grizel naprej in kaj je šlo en mem, je prišel nasleden in sem spet iskal informacije, klical okoli. Ti me i tak poznaš, veš, da toliko časa kličem, dokler ne dobim odgovora, tako nekako se še danes na tak način operiram. Kako pa danes prihajaš do teh ključnih nekih informacij? Ja, danes je malo drugač, Danes imaš en kup enega podpornega okolja v Sloveniji in za podjetništvo, se pravi, ali so kakšni klubi, katerih član sem bil, ali so kakšni organizacije, s katerimi smo skozi leti dobre vezi napletali, ali so kolegi znanci, ki imaš več, ta mreža je bolj široka in je veliko lažje danes dobiti neko informacijo, kakor je bilo recimo 10 let nazaj. Kje so bile pa tiste ključne, mejniki v podjetju? Zdaj, koliko let je podjetje obstaja? Podjetje bo naslednje leto praznovalo 10. obletnico. Mislim, sama firma ne blagovna znamka, zato ker sem najprej delal na podjetje od moje mame, pol sem pa, ko je nekako zalaufal, sem presedlal na svojo, ampak blagovna znamka obstaja, naslednje leto bo 10 let. Čestitam. Smo obletnico. To je treba proslaviti. Mi smo. Ja, ne žurko. Mi tudi planiramo, da bomo, je pa tako, da se mi te zadeve vedno bolj odmikajo, zato ker prihajajo neki projekti, ki nam pol fulenga časa zavzamejo. Ampak sem rekel, nekaj moramo narediti. Tako, ko sem za 30-ko eno tako nepozabno žurko naredil, se ti se jo še spomniš. Ja. Mislim, da je tematska. Ja, sej, mora biti tematska. Mogoče tisti, ki smo imeli en dogodek za letos planiran, ga predstavim na drugo leto, bo tako malo večji žurno. Verjete. Kje so pa te mejniki? Sej to, mejniki. Je pa tako, ta prvi mejnik je bila Kickstarter kampanja, ki je bila uspešno prebrodena. Tukaj moram reči pismo hvala Niku Klančku, da je spoznal ali pa da je uvidel, da smo vredni zaupanja, da smo naredili produkt in da ga bomo uspešno prodali na trgu, pa da bo iz tega na koncu eno podjetje zraslo. Ta drugi mejnik je bila ta kampanja za naš viličar.
ker smo mogli že toliko prelagati te škatle, ne? Oziroma lažem, ne, ta drug mejnik ni bil viličar, ta drug mejnik je bil to, da smo spravili zadevo v retail, da smo v Hofer noter prodali prvih 2000 kosov in da je bilo to razprodano, ker so me pol v enem dnevu klicali, ne, da oni bi radi še, ne tisti dan, ampak pač ponovili akcijo, tako da to. Spet eno potrditev, ne? To je bila še ena. Mislim, ne, ta druga potrditev je bila, ker so trgovine same začele klicati, da bi prodajali naš izdelek pol po končani Kickstarter kampanji. Tako da takrat se v bistvu s prodajo sploh nismo ukvarjali. Smo samo ukvarjali s tem, da smo. Pol kasneje so bili pa drugi mejniki, ne vem, 2018 recimo Mladi podjetnik leta, ki smo zmagali, pa je bila še tam medijska prepoznavnost, pa nagrada, povezovanje znotraj SBT kluba slovenskih podjetnikov, te mladi, potem, ne vem, prvi mejnik, kaj je faktura za 10 000 evrov, ne vem, a ti si mene videl, da je ali klene, ali ne, klema meni tatu. Ne, nisem videl. Pinapice, ki tako v rokah drži peanut butter. Ki je bila faktura več kot 10 000 evrov vredna, sem rekel, naredil bom nekaj takega, kar v lifeu ne bi noben od mene pričakoval. No, verjetno tega nisi, a ne? Ja, sem si dal ena v tobačni je bila ena Iva, Siva Lobanja tatu, in ta moja dizajnerka mi je rekla, enač lej, Ivo poklič, ti bo zrisala, bo ti naredila, ne? In jaz res grem tja in naredi. Sem rekel, veš, kaj eno, ta ameriška kultura, pin-up, ne? In tako drži pin-upica v rokah, ta star jar peanut butterja, ki smo ga imeli. Če pa je še kakšen naslednji mejnik, je pa pol, da smo prebili 100 jurjev prodaje, da smo pol prebili 300 jurjev prodaje. No, letos smo že čez 500 000, no, tako da. Wow. Zdaj mislim, da lahko rečem, moram potrkati, no, ker smo glih neki številke skapmetali. Tako da delamo, no. So mejniki. Super. Mislim, so tudi, recimo, novi produkti, sam je tako, no, se mi zdi, to so tisti ta glavni, ta večji, no. Kako je pa tebi osebno pomembna ta kakovost pri izdelavi teh tvojih namazov in kako ti to uspeva dosegati? Je težko, to iz prve roke povem, zaradi tega, ker mi imamo samo eno samo surovino noter, ne? In zdaj, če je slaba letina, mi ne moramo slabe letine, ne vem, govorimo, ne vem, pomanjkanje sonca ali pa poplave ali pa preveč dežja, mi tega ne moramo nadomestiti v produktov noter z dodajanjem sladkorja in tako, ker pač zagovarjamo, da je one ingredient only, a ne? V veliki večini so to naši produkti. Imamo kakšne izjeme, ki so po 3 sestavine not, ampak v teh, rekel, najbolj prodajanih 20 produktih je samo ena sama sestavina in je v bistvu to težko. In je to včasih tudi težko kupcem razložiti, zaradi tega, ker oni sami vidijo, ni isti okus, kot prej. Ja, samo ena sama sestavina je in ne vem, če je bila letina taka, jo mi ne moramo spremeniti, ne, pač isti nivo praženja, isti origin razšitev in to pač pride ven, ne. Jaz razumem, da je včasih to za končnega kupca nedojemljivo, ne, zato ker pridejo v trgovino, vidijo samo, hočem tisto nutelo, ki mora biti točno takega okusa, kakor je to. In bom rekel, če tega ne razumeš, si zelo težko naša stranka. Veš. In ne vem, smo imeli recimo tudi zdaj ene mandle, ki so imeli bolj okus po marcipanu in ljudem pač ta serija ni bila všeč, oziroma serija. Smo mogli najti en substitut, da pridemo nazaj na isto, ne? Ker je bilo, bom rekel, toliko enega nezadovoljstva pri tem, ampak ena sama surovina je not, ne sladkano, brez dodatnega palmovega olja, brez sladil, brez arom, brez vsega. In skozi ta nivo držati, pa loviti naravo, to je ekstremno težko. No? Da ni pa vse v tvoji moči, pravzaprav. Ne, velike zunaj. Veš, mi imamo stroj, stroj naredi vsaki čisto. Ti daš noter, 20 minut melje in tisto, kar imaš ti bom rekel, v tehnoloških navodilih noter za produkt, je vezano na to. Zdaj pa kupec pričakuje na drugi strani, da vsakič isto, a ne? Ja, se mi tudi hočemo vsakič isto, sam pač včasih narava ne da isto, ne? Pri eni sami sestavini, surovini. Razumem. Kaj me zanima iz nekega lastnega
isto kot pač, mislim, da vsi podjetniki se srečujemo, predvsem te družinska podjetja, ki nas je, ne vem, 5, 10, 15, da se zelo imaš izziv, kako vodiš sebe pa svoj čas, da si čim bolj učinkovit. A imaš ti tle glede tega kakšna priporočila, ali si tudi še sam mogoče zelo loviš? Jaz pa Tamara žena moja, rečeva survive. Ne. Ja, težko je, no, mislim, veš, ful je enega prilagajanja. Res je ful je enega prilagajanja. Enkrat ima žena več v službi, jaz imam konstanten, pa niti ne overload. Problem je, ker ti si že razporediš, si splaniraš, pa pridejo nepričakovane zamude, veš, pa moraš to vse usklajevati, pa ne vem, ti zamuja blago. Glej, danes sem se tvoji ženi, sem rekel, imam 100 mailov, ne, za odgovoriti, prav, ja, si moraš poiskati pomoč. Sem rekel, že, pravim, bo tudi pomoč prišla, upoštev sem jaz tisti, ki ima trenutno informacije in moram to sprocesirati, ne. Prav, ja, pa moraš ti nekoga najdeti. Sem rekel, jaz vem, da si ga moram najdeti, sem trenutno še ni čas za to. Mislim, jaz sam pri sebi vem, da je polun plafon. Ja, lej, razporediš delo, ne, to je ta prva stvar, zato da lahko loviš sam sebe. Drugo, valjda doma imamo in ti in jaz smo oba po 2 otroka, ne, to je še en dodatek zraven, katerega tist, ki ni podjetnik, ful težko upošteva, ker pač ob 3 odreže pa reče, ne, jaz grem domov, mi to zelo težko. Ja, ampak jaz se tega zavedam, da tega nočem prelagati na otroke, a ne, se pravi, da ok, si prineseš daj delo domov, ampak v smislu, da ona trpita zdaj zaradi tega, da mene ni, pa da popoldne delam. Probava tako nekako uskladiti, da se to ne vidi. Zato počneva pol, ko gresta spat, pa imamo res tako malo bolj strožjo rutino, kar se tega tiče, se pravi, da jih res poterava ob tam 7, pol 8 spat, da tudi dobita tisti svoj potreben spanc in mi dva pol podelava tiste 2-3 urce, ker imava tistih urgent stvari, tako da tako nekako se loviva, no. Se pravi, res treba biti zelo, bomo rekel, verjamem, je zelo težko voditi, ne, ko imaš pač družino, hkrati pa moraš paziti, ne, da... Vse prineseš domov, ne, in jaz priznam, jaz rabim enega, da me doma posluša, kaj imam še za narediti, zato, ker... Ja, v službi se zaposlenimi pogovarjaš, ampak tam ne jamraš, tam pač poveš, kar je za narediti, ne. Doma pa ponavadi vas ta jamr vendaš. No, mislim, saj jaz ga dam, no, tako da... Ja, no, se mi pa še voda skupaj podjetja. Ja, vama je še itak, ja. Že tudi znotraj delovnega časa, tako da razumem. Naju sploh občudujem, ker sta pol 24/7 skupaj, ker za naju 2, recimo, jaz lahko garantiram, da bi zelo težko v isti firmi delala, no. Čeprav si tudi velik, kot si samo rekel, ne, pomagata. Lej, Ala, Vera, Tamari, da mi toliko pomaga, ker mi, se pravi, da imamo ta svoj legal department, ki svojo glavo pol prečeše. Jaz sem se ogromno stvari naučil, to itak. Ja. Bož, da ne rečem, kakšne so kakšne moje izjave, ki se pol prime za glavo, pa reče, še dobro, da imaš mene, kle sem rekel, I know. Se pravi, tudi potrebno imeti dobro podporo, ne? Tudi žena pa prijatelj, kdorkoli pač ti to pa je bilo vedno na moji strani. In, da vem, familija doma, veš, če je bilo treba kdaj zagrabati kaj pa narediti, ni bilo problema. Tudi če je bilo treba kdaj kaj, bom rekel, sfinancirati ali pa tako, da smo šli v to smer, da smo rekli, tole rabimo narediti, zato da naslednji korak, to smo tudi dali čez. Tudi zdaj, mi smo familiarno podjetje, kljub temu, da je, ne vem, moj solastnik še en Avstrijec, ampak glej, kaj je to svak? Moj, ja, od sestre partner, ja. Računovodstvo je tudi in-house, pol recimo legal, tisto, kar imamo, je tudi in-house, jaz sem in-house, ne, tako da... Ja, to je pravo, tipično, družinsko. Še fotel v času skoč, zraven za kakšne prevoze, pa to, veš, da je že v penziji, da pač porine kakšno zadevo naprej, zato da smo bolj, kako ne rečem, bolj on point, da so stvari narejene, no. Ampak zdaj, ima vse ti nekaj zaposlenih, že imaš, težko bi mogoče, težko te vprašal v nekem stilu vodja, ampak kljub vsemu,
kako se ti tega lotevaš? Ja, Kako te delegiraš določene naloge? ne, kar zdelegiram, zato ker vidim, da če imam jaz preveč, pol stvari niso narejene. Tako da projekti vsi novi, ki prihajajo noter k nam, pri tem prvem projektu sem zraven, zato da se ga upelje, pol ga pa pač zaposleni peljejo naprej. No. Tako da, ne vem, tudi ko smo Hofer na začetku delali, pač ta prvega smo čez peljali, smo videli, kakšen je proces in smo se naučili. Ta drugega, ne vem, novi artikli, ta prve smo dali čez, ker smo videli, kaj hočemo imeti in zdaj si sledijo. Letos smo lansirali nov produkt, ta prvega smo dali čez, zdaj že točno ve, roba pride, nafilajo, naredijo, poetiketirajo, se pelje. Tako da, ne vem, z letošnjim letom smo prevzeli še palačinke takoj, ne. Tudi prevzameš, vidiš, tedenska naročila pridejo in se pelje naprej. Bom rekel tako, dodaja se zraven, ampak postopoma. Zato, da lahko furamo, kar se pa samega stila vodenja tiče, je pa tako, ja, eni pravijo, ne biti prijazen šef, ne, ali pa tako predober šef. Težko rečem. Jaz zase itak mislim, da sem velikrat predober, pa kakšne zadeve ne zarobantam toliko, kot bi mogel, se mi to tudi drugi rečejo, sam po drugi strani pa si mislim, lej, povem dvakrat, pa bom pol pač ta tretjič pizdil, ali ne vem, kako to rečeš. Ne vem, to se verjetno bolj iz mojega karakterja ven vidno. Zaradi tega, ker imam ful visoko melo tolerance, ampak pa enkrat poča, ne. Tako da, vem pa, da moram na tem veliko delati, no. Zato, ker vseeno moraš biti nek zgled. Tako da je pa resno, to je pa drug del, ko je treba delati, ne, ali pa če so eni projekti, recimo pri teh prvih, ki jih furamo, ja pač si tam zraven, ne. Kljub temu, da nekdo misli, ja se ti se sam usedeš v avto, pa sam po sestankih hodiš, ni res, ne. Jaz glih ta teden, ena zaposlena je imela delo od doma, pa če je bilo treba, sem se pač oblekel in se šel v proizvodnjo, ne, in smo naredili tisto, kar je bilo treba, zato da smo nek deadline dosegli. Tako, no. Ja, to je pa ta rast, ki Ja. še moraš kdaj pa kdaj tudi te stvari Jaz bi si postoriti. ful želel, da imamo zdajle, ne vem, še 10 zaposlenih zraven, ne, za vsak oddelek še enega. Sam preprosto moraš usklajevati rast, pa denar, ki ga imaš, s tem, koliko si lahko ljudi privoščiš, do kje lahko prideš z nekimi ljudmi. Jaz to tako gledam, no. Ja, to je to ne vem, veš kaj, žongliranje. en bosanski partner, ki smo ga imeli, mi je rekel, le, veliko se da narediti, je rekel, če nimaš 50,000 kosov vsak mesec, imaš ljudi za to, a ne. Tako da jaz tako gledam, ok, nimamo za vse strojev, imamo zdajle dosti ljudi, toliko pa toliko delamo, tako da vse skozi neko to kalkulacijo gledam, da smo nekje. Zdaj včasih malo preteramo, pa se projekti malo nabijajo, pa pol kakšni deadlini stojijo, sam je tako, ne. Veš, en zamuja in to pol potegne celo verigo za sabo, ne. Tako da probamo biti fleksibilni, naredimo, če se le da na rok, če pa pač ne gre, pa Se nekaj naučiš? jebi ga. Ali kako. Ne, ni Zdaj se naučiš, naučiš se pa verjetno pol naslednjič. Poskušaš drugače, ne? Elej, jaz pravim, pri nas se vsak dan učimo. Veš, vsak dan je nekaj, sploh zato, ker smo si toliko raznovrstni, ker vsi nas poznajo pod tem, da delamo sam namaze, ne, pa temu ni tako, ne. Imamo zdaj v bistvu še celo paleto stvari zraven, tako da. Kaj pa je to, da je še malo, da bojo gledalci vedeli? Evo, lej, kupili smo letos palačinke takoj, tako da v bistvu poleg našega obrata namazov imamo pol še en obrat, kjer se dela prašno, to, kar vsebuje gluten, jajca, mleko, tako da je to ločeno. V bistvu naši podizvajalci nam tukaj pomagajo, no, zato da nimam v istem obratu vseh alergenov. Pol druga stvar je, da smo prevzeli distribucijo za kokosovo vodo, neblagovne znamke iz Berlina, Fountain of Youth, in pa en mesec nazaj smo iz tečajnega postopka v Avstriji kupili še keto blagovno znamko Tulipans z Amazon accountom, ki ga pa zdaj počasi gradimo, pa odpiramo, tako da v bistvu projektov je veliko, no, veliko blagovnih znamk, ampak poskušamo najti neke priložnosti, ki nam bodo omogočile, da odpremo neke določene prodajne kanale.
ker smo opazili, da pri nas, da preprosto, če hočeš priti v tujino, te nobeden ne posluša. Za njih si vedno Balkanc, kakor se to grdo sliši, ampak lej, delamo, se pogovarjamo, pišemo maile, smo zelo proaktivni, se sam veš, koliko kličem, da dosežem neko stvar. In smo videli, da na ta način, ko to delamo, nismo bili uspešni. Tako da smo se odločili, da spremenimo ta pogled in smo zato prvič kupili palačinke takoj, ker smo bili partnerji z njimi že nekaj časa, pa smo videli priložnost, pa smo rekli, ok, kokosova voda je tudi, bom rekel, malo z neba padla. Jaz sem si od nekdaj želel imeti še nek orešek zraven, to je kokos tako bolj tropski. In sem rekel, lej, super, dva kolega, ki sta jo prej za Slovenijo uvažala, sta rekla, da pač nimata več časa in sem rekel, lej, mene bi pa zanimali in smo se zmenili. Tako da zdaj to smo še na sebe prevzeli in pa, kar se pa te keto blagovne znamke tiče, pa da smo bili po letu v dogovorih neki, pol so se pa odločili, da bodo zaprli. Mi smo pa videli priložnost, ker smo pa z enim distributerjem iz Avstrije bili na vezi in je rekel, lej, dokler navte v Nemčiji, se name sploh ne obračati, ker Avstrijci hočejo vse, kar je v Nemčiji. In sem rekel, prav. Bomo pa prek Amazona v Nemčiji začeli najprej prodajati, pa bomo pa tudi za vas dosegljivi. Evo. In v bistvu grem po nekem tem, po enih klukcah, no? Kva je treba narediti, zato da bomo te prodajne kanale usvojili in jih odprli. To je to. Super. Zdaj, če to pomeni s pomočjo drugih blagovnih znamk, svedom rekel, a jebi ga, tako bomo naredili. Najdeš, mislim, se pravim, to kot sem vodoma rekel, si človek idej in najdeš pot in zato mogoče tudi ta odlična, mogoče da se preseliva na malo drugo temo, oziroma greva na še delače mednarodne trge, pa lokalizacijo, pa izzive z globalnega poslovanja. Pa to, kar si že rekel, ne? To si že, malo si že orisal, kako ti se tega lotevaš. In zdaj tudi Hrvaško, kot vem, si mi zaupal, da odpirate in kako boš le pristopil širitvi te blagovne znamke? Ja, najprej smo vas kontaktirali. Ja. Ne, dejansko tako je bilo. Predstavili smo spletno platformo, s tem pomeni tudi še enkrat lokalizacija, ker so drugačne vsebine, drugačen je flow. In smo se odločili, ok, tako je za Slovenijo in na vrsti Hrvaška in zdaj moramo to speljati. Tako da smo v procesu tega. Kar se tiče Nemčije, to nas bo še čakalo. Tukaj predvsem ta Amazon account, katerega smo prevzeli. Se zdaj počasi dela na tem, no, se pravi tranzicija. Veš, najprej te biznis podatki, pol bojo vsebine, pol bojo produkti. Tako da v bistvu nekje v naslednjega pol leta cel ta shift pride na tem accountu. Kar se pa tiče druge tujine, ne, je pa tako. Začeli smo delati s parimi podjetji iz Nemčije, ne, se pravi, kokosova voda je import. Imamo pa tudi en eksport, ki smo pa v istem času zaprli še eno blagovno znamko iz Nemčije, ki bi radi pri nas proizvajali in prodajali. Tako da sem rekel, lej, super. Tako da v bistvu na vseh kanalih smo zelo aktivni, tako na tem private labelu, kot na naši blagovni znamki, da jo pošljemo gor. No. Ja, vidim, da si odpiraš ogromno teh nekih kanalov. Ne? Moramo, zato ker če ne testiramo in ne vidimo, kjer ne bo, oziroma kjer dela ali pa kjer ne bo delo, da pol se znamo prav odločiti. No? Ker jaz sem bil že od faksa naprej v smislu, več žezelj imaš v ognju, lažje kuješ. Enkrat je en vroč, drugič je drug vroč. Ne? In se mi zdi, da skozi nekako že to od faksa naprej handlam. Tako, no? Da pač tle smo videli, ok, do tukaj gremo, tokle je bilo vroče, ta se je ohladil, vzamemo naslednjega, točemo tizga, pa oblikujemo. Pa verjetno se spet pun malo greje, ne, pa tako, ja. Korak po korak. To da daš jajca v različne, ne se v eno košaro. Ne, veš, kaj se je težko, daš vsa jajca v eno košaro, to smo mogoče že imeli s Hoferjem, pa takrat niso bila vsa jajca v eni košari, smo imeli tudi druge kanale. Ampak, ja, fajn je imeti več košar, no, čisto iskreno. Tako kot faks, veš, kaj so mi eni rekli,
Ja, zakaj pa si šel turizem študirati? Zato, ker mi je dal tako raznolikost, ker sem se učil jezike, ker sem imel poslovanje, ker sem imel neki prava, ker sem videl svet, to, kar mi je ljubo. Ne? Zato, ker itak vse te ideje, ki pridejo, vedno pridejo od nek druge. Kje misliš, da sem jaz te ideje poberal? Večinoma sem ven hodil, ne vem, Miami, Šrilanka, Tajska, Kuba, ker sem videl, kva se tam dogaja, pa mi je bilo nekaj všeč, pa sem vzel en delček unga, pa sem ga prinesel sem, pa sem probal, če dela, pa se je nekaj prijel, nekaj se ni prijel. In to je nekako tako rata. Učenje, ne? Ja, to je ta, jaz temu nam rekel glih globalizacija, ampak ven greš zato, da vidiš nekaj drugega, da lahko sem pripeleš. V Ameriki, ko sem bil s faksom, smo šli čez, to je tak banalen primer, ampak že takrat sem videl te penzioniste na teh skuterjih, ne, električnih, to so se furali povsod. To je bilo 10 let nazaj, zdaj si pa predstavljali, to zdaj pri nas videvaš, da so se toliko pogumali, da se usedajo na ta e-skuter pa se pelajo kle po shopping centrih. To je bilo 10 let tam že normalno. Verjetno danes imajo v Ameriki še kaj hujšega, kot sam električnega, ne, ker je to šele k nam prišlo. Tako da jaz grem rad ven, zato da pripeljem kaj sem, kar še ni. Ja. Delati je treba kilometrino, jeti ven, videti se, rabiš se pogovarjati. Potem se stvari tudi dogajajo in se dogajajo verjetno veliko hitreje, kot bi se sicer, ne, če si samo v lepi Sloveniji. Pa se je lepo, ampak jaz mislim, da moraš tudi malo zunanjosti sem pripeljati. No? Ampak kako boš rok, zdaj, kakšen je tvoj plan? Zdaj, recimo, če dava ta dva primera, Hrvaška, Nemčija, to sta dva čisto različna trga, zdaj si jih tudi drugače lotil, ne? Seveda. Kako boš pa ta svoj brand, ta svoje produkte, kaj boš z njimi? A boš imel isti nek pristop, a boš isto ta isti koncept poskušal za Hrvaško glede na to, da je to itak Balkan, bomo probali z nekak istimi vsebinami. Zdaj, to spet ni toliko dalečno, da smo si toliko različni. Pa kar se pa Nemčije tiče, bomo pa uporabili ta uveljavljen kanal, kjer se je že prodajal, kjer ima tudi dobre reviewje. Počas bomo plasirali naše produkte gor. Verjetno jih bomo nek co-branding delali, zato da se te dve blagovne znamke, to, ki smo jo kupili, pa naša malo pokrivali, ampak v dolgem roku, mislim, na dolgi rok bomo pa itak tranzicijo v en brand to naredili, zato ker zelo je težko držati več brandov. Mogoče le pri palačinkah takoj, ki jih bomo prevzeli v celoti nase, v smislu, ki se v ta podjetji pripojili, Rok z palačinke takoj ima nek catch, pa se da. Mogoče ne glih toliko kar oreški, ki nas vsi potem poznajo, ampak vsem gre nek flow. Ne? Plus namazi so, veš, palačinke mažemo, tako da nekako smo to ukomponirali v isto zgodbo. Kar se pa njih gor tiče, teh Nemcev, kar smo zdaj naredili, ne? Tam pa bi si želeli, da je naš v ospredju. Tako da tam bo pa tranzicija malo dlje trajala. No? Kako misliš, da bomo imeli ta lokalizacija? Tam pa moramo biti lokalizirani, zato ker Amazon.de je popolnoma v nemščini. Ne? Tam pa bomo mogli pač v nemščini dati vsebine, gor ne šlo drugače brez tega. Tudi marketing si predstavljam. Tudi oglasi bodo v nemščini laufali. Ja. Vsem to leto 80 milijonov ljudi. Ne? Če kle delamo v slovenščini za 2 milijona, ne, se moraš tam pa tudi za 80 milijonov nekako poskrbeti, da bojo imeli v svojem jeziku. No. Kdaj pa planiraš, misliš, da bi to... Ja, plan je tak, da nekje do konca decembra vso to, kaj je že tale, no, vso papirologijo, ne, se pravi vse te imena, pa celo platformo, da prečešemo, da naredimo spremembe, ker ta proces vsem traja. To ni tako, pritisneš gumb, zdaj to moje dela, ne, ampak pridobitev davčne številke, pa sprememba nazivov, pa sprememba naslovov, pa kam vračila tečejo, pa produkte pouploadati, pa nove dogordati, pa te stare dol zbrisati, pa jih poslati na skladišče. To vse traja, ne, to ni hiter postopek. Kljub temu, da jaz produkte imam že ready, jih je treba gor unesti, pa tako, kot se rekel, lokalizirati, ne. Pa se jim tudi imamo že prevedene deklaracije, ampak vsem ti moraš nekaj napisati v produktu, zakaj je to dobro, ne. Zakaj je zdaj ta produkt na tej strani in se ponuja. Tako da to, pa še oglasi. Ne. Tako da tle, tako pravim, če bomo v pol leta vse to speljali, sem jaz ekstra srečen. No.
Ja, se pravi, tukaj pa tudi žongliraš, da je pač vse tako časovno tudi pravilno, ne, naštimano. Tle sem ful odvisen od tega, kako hitro se bojo institucije obračale. Veš, kako hitro Amazon potrdi, ka se zdaj že recimo en mesec bockamo, da so vsi dokumenti te pravi, kako hitro bo nemška davčna poslala davčno številko, kako hitro bomo mi pri sebi nekoga zaangažirali, da bo vse te produkte na platformi obnovil, zamenjal. Imamo enega, ki bo dedicated za to, samo vse. Zdaj so eni projekti, ki so v teku, moramo te najprej zaključiti, da se pa lahko lotimo še tega. Ampak ja, no, jaz računam, da nekje v Q1 od naslednjega leta, da se začne na tem delati. No. To je moj realistični plan. Optimistični bi bil pa letos do konca novega leta, ampak itak ne bo šlo tako. Kako misliš, da boš mogel, tako kot se znova se vračam zdaj, da res imaš dobre ideje, pa tudi ta marketing se mi zdi, da zelo dobro razumeš in da te tudi tale gospodična te zelo dobro upeljala v to. Koliko misliš, da bo tle Nemčija je res tak specifičen trg, no? To bo je čist drug, ne vem, pač ne poznam tega področja, kako je s produkti, s temi zdravimi. Si predstavljam, da je tukaj neka zavedanje, verjetno že boljše kot pri nas, ali in zdaj tudi kako to sporočilo, da je to nekaj boljšega, nekaj, kar bi bilo za kupce. Težko bo. Ja. Ampak veš, na kaj se mi zanašamo. Šli smo v nakup tega prav zaradi tega, ker ta account, ki smo ga prevzeli, že ima 5-zvezdično oceno. Tako da kupci so že zaupali tem produktom in tudi recimo zdaj, ko prihajamo s produkti, ki so kvalitetni, me ni strah, da jih ne bi, bom rekel, povzeli ali pa da jim ne bi bili všeč. Je pa res, da vem, da bo težko prideti kot nova blagovna znamka na en trg, pa začeti delati. Sploh zato, ker pri nas je pristop tak, vložek majhen in iz tega vložka moraš pol čim več narediti. Ker mi nismo podjetje, ki bo vrgalo, ne vem, 100 jurjev v marketing za nemški trg, pa pol, ne vem, če rečem krat 3,5 ven iz tega dobili, ne. To so že super napovedi, ne bi bilo, ampak vemo, da ground up, ne, od spodna bomo počasi gradili. Zato niti ne pričakujem, da bo drug let, nam rekel profitabilno, ampak da se pričakuje ful veliko več od tega. Bom že vesel, če bomo delali pol tega, ker so oni delali prej na tem kanalu. Ne. Imamo pa mi eno prednost, ne, mi smo proizvajalec, tako da vse vemo, kaj je to. Ne. Ni samo, da damo nekam ven narediti, pa pol prodamo, pa tako naprej. Kle proizvedemo skoraj 90% vseh teh produktov, ki jih pol plasiramo, tako da tudi veliko ražje argumentiramo, zakaj so kakšni produkti boljši, ne vem, na koncu, če je nekomu boljši pakiranje od 2 kg namesto 1 kg, pa se je zato za nas odločil, tukaj smo in smo ready. Aha, pa imaš te rešitve tudi, ne? Ja. Ja, super. To sem te že zadnjič enkrat izval, pa si sicer rekel, da ne. Pa me zanima, če boš zdaj mogoče kaj drugače govoril, oziroma če se bo kaj spremenilo. Pri lokalizaciji mi zelo zagovarjamo tudi recimo spremembo, lahko ne vedno, ampak lahko tudi spremembo brenda. Pa si zadnjič rekel, ne, Rox bo the brand. Ne, zato ker Rox v nemščini, v slovenščini, v angleščini je ful lahek za uporabo. Veš, nima smisla to spremenjati. Je tak svetovni brand. Ja, deklaracije, vse to se vse lahko lokalizira, ampak Rox nima težav. Veš, ni treba kakšnega Franca. Ne, ni treba nobenega Franca. Ne vem, kje so tiste najbolj popularne imena. Ja, ne. Ful je lahko izgovorljiv, a veš, ja, je to v bistvu en ful velik advantage. 4 črke ima, kratek je. Edino, kar jih občasno malo zmede, je ta apostrof gor, ampak se mi zdi, da imamo to več problemov pri nas na slovenskem trgu, ker kadarkoli, ko pridem nekam, ne vem, na bencinsko ali kamorkoli, folk to prebere Rox and butter, ne, v bistvu ne prebere Rox not butter, ne. Tako da za tujino me ni strah, no. Sploh zato, ker itak blagovna znamka je samo Rox, ni še cela ime firme od zadnje. Aha, ja, kratko.
kratko, obvladljivo, globalno. Super. Mi zdaj že nekaj časa, tako si že večkrat tudi nakazal, sodelujemo že od leta 2017. To, da mislim, da je tudi takrat uradno, če sem prav pogledal, podjetje obstaja, ampak kot smo že razložili, že deluješ. Pa sem si izpisal par stvari, kar smo mi vse že delali, pa jih je veliko več, kot bom tukaj navedel, ampak recimo prevajali smo že iz angleščine v nemščino, pa so bilo to neke marketinška besedila, pa iz slovenščine v nemščino, pa je bilo prevod pogodbe, pa je lekturo v slovenščino, pa prevod v hrvaščino, pa nemščino, pa so bile deklaracije. Pa zdaj so svet pri tem novem izzivu, ki so ga prej že malo risali, ki je pač treba spletno stran oziroma spletno trgovino lokalizirati. Pozabil si še nekaj. Pa še nemščina, pa veliko, se mi zdi, da je bilo veliko enih tak stvari, se mi lahko ti še kaj dopolniš. Katalog je ena izmed naših največjih, no, tega ste tudi vi prevajali, zaradi tega, ker zakaj mi ta tok v ospredju, zato ker kadarkoli ga ven pošljem, nazaj, dobro, ne gre samo zasluga za tekst, ampak tudi na koncu pol za dizajn, je folk ful zadovoljen s tem, kar vidi, no, z izdelkom. Vsi ga ful pohvalijo, tudi recimo veliko brandov pri nas v Sloveniji, ki jim ga dam ne kot referenco, samo zato si lahko pogledajo, kva imamo, pa mi nazaj pošle, to je pa res dobro. Sem rekel, to so pač, radi delamo s podjetji, ki so strokovnjaki na svojem področju, pa zdaj prevodi, slike, pač cela skupek tega pol prevede, da je na koncu dober produkt. In se mi zdi, da je to ena ful dobra potrditev, da smo šli v pravo smer. Tako s fotkami, s besedilom, s prevodom, ker je namreč v angleščini, ker me veliko ljudi vpraša, slovenski, pa nam boste poslali katalog v angleščini. Ja, ker samo to obstaja pri nas. Ne zdaj, da me slučajno kleke še slovenski grammar nacij lovil. Ja, morate imeti prvo v slovenščini. Ja, se strinjam, slovenščina, naš materni jezik, ful ga je fino slišati po svetu in vse, ampak večinoma upamo, da bomo ven se prebili. Slovenijo imamo to, kar imamo, tisto, kar rabim, pošljem slike, napišem v mailu za kataloge, pa te neke prezentacije, ki jih pa večinoma probamo ven pošiljati, je pa vse v angleščini. Jaz mislim, da je to dobro, ni slaba strategija, ker mislim, da v osnovi angleščina je pol dobra osnova za vse naprej. Ja. Tako da v bistvu v osnovi, če je v bistvu izvirni jezik, če se piše v tem jeziku, menim, da je to super strategija, ker je pač enostavno tudi več prevajalcev, več možnosti, korpusi so večji in tako da v bistvu. Čeprav razumem, taka partnerstva prispevajo, tako dobrega tržnika, marketaša, dobrega prevajalca. Vse to se mi zdi, da je ključnega pomena, da pol veš, kaj uspehi pridejo. Ker vidim marketing res, mislim, tudi grafika. Teplo direkt povem. Vi niste najcenejši. Sam z vami ful radi delamo zato, ker naredite tako, kot hočemo. Isto me vprašajo, ne vem, mogoče za etikete ali pa za kakšna partnerstva. Pravijo, sam vse veš, da so še cenejši na trgu. Sem rekel, jaz razumem, da so. Sam na drugi strani meni bolj odtehta, da zadevo, ne vem, spomnim se enkrat enega prevoda, ki smo imeli, sem ti rekel, jutri rabim to. Pa drugače se mi poznaš, včasih ti rečem, ni treba šele čez en teden, karkoli. Ampak, veš pa, ko greš, pa narediš ta, ne vem, ekstra step, meni to ful odtehta. Ker se še vse za nazaj spomnim, da rečem, takrat so nam šli na roko, smo to čez pelali, smo dobro naredili, smo zaključili, je to zdaj stvar adakta. Tako pa, veš, bi se tam zafrkavo iskal neke poceni ponudnike, naredil celo tržno analizo. Ja, jaz mislim, da v nekih segmentih je to ok. Ja, kul, če delaš milijon kosov pa take zadeve. Ampak po drugi strani pa se mi zdi bolj vredno, da s takimi podjetji delamo, ki nas prepoznajo, nas kot dobrega partnerja in mi njih, da imamo dober servis na drugi strani. To je to. Ja, ključno se mi zdi, da imaš v tej svoji zgodbi uspeha, da ravno te ljudi in organizacije in podjetje daš v eno skupino, s katerimi sodeluješ in pa se pač take zgodbe uspeha zgodijo. Imel sem zdajle en klic prejšnji teden, ki mi je ena punca pisala in rekla,
za škatle rabim, jutri rabim poslati moram. Sem rekel, tega tipa kle poklič, on garantiram ti, da bo ti zrihtal. Je rekla, Rok, ne moram verjeti. Tip me je poklical, je dvignil telefon in ne boš verjel, pripelil mi jih je naslednji dan. Sem rekel, kaj še hočeš lepšega? Je rekla, nič mi ni bilo treba razmišljati. Sem rekel, ja, ne, to je to, ne. Zato pa včasih plačaš malo več, ampak zato nekaj dobiš. To je isto pri nas, mi tudi nismo najcenejši. Sam, po drugi strani pa se velikokrat zgodi, da se nam zdaj kaj na glavo, kakšnega dreka nakopamo, ampak če se le da, ti zrihtamo takoj. Če pa ne gre, bom pa ta prvo sekundo, ko bo možno, ti bom lahko zrihtal pa naredil. Ali pa odgovoril, ali pa karkoli. Ne. Tudi pripeljem, ti tudi pripeljem. Tudi pripeljem, imamo kakšne stranke, ki me kličajo, jutri bi nujno rabo. Ni problema, se usedem v avto, pa pripeljem, pa pol pozunim, pa me gledajo, pa rečejo, a to ti pripeljo? Ja, ne, mislim, a smo rekli, da rabimo takoj, pa če se le da, to naredimo. In včasih imajo tako prav usta na tleh. Zanj se mi je zgodil enkrat, ena stranka je imela neko pritožbo, neki jim ni bil von produkta, jim ni bil ok, sem rekel, daj mi otrok, ni problema. Pogledamo, kaj je bila napaka, če se je zgodila, kakorkoli, da je bil pokrovček odprt, karkoli. In sem rekel, se dobiva tam, oziroma niti nisem rekel, se dobiva tam, ampak sam, dobili boste nov paket, pokličem, zdaj smo tukaj, pa me gleda, ven pride, prav, jaz nisem verjel, da boste to vi pripeljali. Sem rekel, kdo pa se bo ukvarjal s customer complaintom, kaj jaz, če nekaj ni v redu, dajmo pogledati, kaj ni v redu, zato da pač mi vemo, da ti veš, da je vse safe, pa izvoli, kaj je nov box, zato da ne bo, zato da zadovoljstvo ostane, ne. Prav, šokiran sem rekel, pa se, mislim, meni ni to nič takega, da jaz pridem tja, pa to uredim, no. Očitno pač končnim kupcem pa se to ful dopade, no. Ja, to so te pač stvari, ki pač delajo razliko, ki pač greš za kupca eno miljo, 1 kilometer več kot ostali, ne. Včasih misliš, da ni nič, pa je, veliko. Sem imel 2 stranki, sicer se poznamo, ne sicer ful dober, ampak smo že kdaj v lifeu kaj spregovorili in mi reče, a si kdaj že avto na kable vžigal? Ja, sem. A ga znaš? Sem rekel, znam. No in sem v stranki pripeljal paket, no in zraven sem še avtomobile na kable vživljal, tako da meni je bilo kul. Tudi to je treba. Jaz pravim, dobro se z dobrim vrača, tako da to je to. Ok, gremo nekako še na to zadnjo. Res, mislim, zelo taka, meni zelo ljuba ta tvoja zgodba in vem, da ti tudi se kar znajdeš dosti krat v vlogi mentorja, nekoga, ki deli in pač res si se v relativno kratkem času se mi zdi ogromno naučil po tej lastni poti, ogromno stvari spoznal ljudi in me zanima tiste napake, nekaj tistih mogoče ključnih napak, ki bi rekel, ajde, dej to pa res mogoče za naslednjega podjetnika, da mu rekel, dej pa id, probi to zaobideti. Veš, ki se največkrat zataknejo ljudje, kako ceno postaviti. Pa zdaj ne rečem, da moraš biti oderuh ali karkoli, ampak da izračunaj si, kakšne stroške imaš in na podlagi tvojih stroškov moraš postaviti ceno. Pa mi pa velikokrat rečejo, sam je konkurenca dražja. Ja že, sam pač ti imaš take stroške, ne zdaj gledati konkurence. Ker če so tvoji stroški taki, mora biti produkt pol na eni strani odraz tvojih stroškov, na drugi strani pa moraš zagovarjati, zakaj je tvoja cena tako visoka. Ne? Kle so največkrat, jih to vidim, da se največkrat zataknejo. Po drugi strani pa, da se ukvarjajo z nekimi zadevami, ki so irelevantne. Ne vem, tako, ki jih vidim, da mi pridejo pa reče, moram poskrbeti, da bo logo. Moraš poskrbeti, da bo logo. Verjamem, da moraš poskrbeti, da bo logo, samo po drugi strani še produkta nimaš, ne, mogoče da najprej poskrbeti, da boš imel produkt, pa se boš z dizajni pa z logotipi ukvarjal.
so pa tudi pol že kakšni starejši, ki pa ne naredijo pa nič na tem delu, ne, pa že enkrat imajo produkt, pa prodajo, pa ne naredijo nobene zaščite. Nam zdaj rekel, da me je to glih tepel po neki glavi, no, da tega nisem delal, sam sem se pa naučil sproti, ne, da je treba pa vse malo simultano delati. Je treba malo produkt delati, pa istočasno pri nas so, ki pač brez embalaže ne gre, tako da si mogel nekaj narediti, kar se logota pa tega tiče, ker na koncu to prepoznajo stranke. Po tretji strani pa ne, zaščita blagovne znamke, pa vse ostalo naprej. Tako nekako je to šlo, pa tako nekako to gre. Jaz razumem, da se folk ne znajde v teh vlogah, zato ker je to novo za njih, ampak mislim pa, da imajo možnost, sploh zdaj, ker je toliko tega podpornega okolja, da najdejo nekoga, ki ga lahko to vprašajo. Pa da jim meni iskreno, brutalno iskreno pove, da kaj ni v redu, pa da oni ne rečejo nazaj. Jaz pa mislim, da je to tako prav, okej. Lej, vsak ima itak pravico do svojega mnenja, pa jaz tako pravim, sej mentorstvo je v bistvu pogovor, pa če ti vzameš nekaj pozitivnega od mene, pa nazaj dobiš, pa to uporabiš, je good, lahko pa greš tudi svojo pot, pa dokažeš, da se čist po drugi poti da prideti, ni problema. Sam vidim pa, da eni kakšen komentar, ki jim ga daš, res takoj slabo namerno vzamejo, ampak jaz že v ozadju vidim, da tega nočejo upoštevati, ne. Predvsem vidim v teh nekih starih branžah, tukaj je ta trgovinska, ne, ki jim rečeš, lej, če boš to tako naredil, se ti bo to tako poznal v drugo smer. Pa te gleda, pa še vsem hoče, ne vem, zanj sem imel enega, ki bi nekaj prodajal, pa sem rekel, lej, v trgovini boš zelo težko, ker pač je prostor na polici ful omejen, ampak še kar smo rinali v eno smer, ne, sem rekel, da je mogoče najti prvo kakšen drug pristop, ki boš lahko to ven spravil, no. Tlej jih vidim, no, da so tako včasih kar malo trmoglavi. Ampak lej, jaz pravim tako, jaz sem tudi bil cool, vzem tisto, kar rabiš od mene, pa probi pol po svoji poti speljati, nič ne de, lej, da moja pot tudi ni prava zate, pa tisti nasveti, ki sem ti ga dal, je pa tako, mislim, da v nekaterih primerih bi jim pa bilo lažje, če bi mogoče sam delček od tistega odnesel, kar jim svetuješ, no. Eni pa so veseli, no, to pa bom rekel, eni pa so veseli, da jih sploh malo v ta pravo smer usmeriš. No, tudi jaz sem za tebe dobil marsikšen dober nasvet. Kjerga, sam da vidim, kjerga. Tak zelo konkreten je bil, se spomnim, ko smo imeli prve bolniške. Pa je prišla ženska na nego, pa nam računovodstvo ni opozorilo, da to plača država. Ja. Pazi ti to, ne, tako za banalna stvar, ne, ki bi verjetno vsak mogel vedeti, ne, pač nikoli nisem bil očitno nikoli v taki situaciji. Niste sploh oddajali tega, ne. Ja, hvala Bogu je bilo to lik takrat prvič, verjetno, pa drugič se je zgodilo. Tako da velike škode nismo imeli, ampak pač res računovodstvo nas na to ni upozorilo. Verjetno so tudi oni prvič, ne, najbrž še prvo delaš sam, pa Olivera je delala, pač mi je se vodila skrb, pa pride prvi zaposleni, oni še niso bili, pa oni naslednji pa so že dogajali. Sej to je ta rast, ki so se mi, ki so se prej pogovarjala. Ne moreš vsega vse takoj vedeti, se naučiš z leti, z vsakim projektom nekaj novega pride. Tudi mi smo se kaj the hard way naučili. No, ampak to je tudi moje naslednje vprašanje. Katere so te lastnosti nekega uspešnega podjetnika? To bi se mogel reči, da si pač nekako odprt, da si dovzeten za te neke informacije. Ker ne, kaj bi rajš rekel, če že. Veš, kjer mi je bil najbolj všeč? Ta Richard Branson je enkrat rekel, pa ful ne rad kotam, ker mi je to tako. Ampak on se mi zdi, pa je bila taka zelo banalna, pa zelo dobra. A ti je rekel, veš, zakaj sem jaz uspešen? Zato, ker v enem dnevu verjetno naredim 100 odločitev več, kot eni. Veš, spet za nazaj, če greva do teh mladih, ki iščejo stvari, kako bi jih naredili, pa ki iščejo neke nasvete. Problem je to, da oni bi verjetno že failali do takrat, preden so se z mano ali pa s katerimkoli drugim podjetnikom pogovarjali, ampak sploh še do te odločitve prišli niso. In jaz mislim, da je to ta glavna zadeva, da ti greš, se odločiš in speleš. In če se spet vrnemo na začetek pri meni,
Jaz sem videl produkt, sem se odločil, sem naredil, sem ga potestiral, a veš, vse so bile spet neke odločitve. In se mi zdi, da je bolj vezano vse to na odločitve, kakor na karkoli drugega. Ne rekel, da si uspešen, ampak samo zato, da greš naprej, da imaš neko, se tudi če fejlaš, ampak da imaš neko rast, znanja, magar, ne, tako kot te bolniške, ne, nekaj sem že mogel narediti, da sem ti lahko povedal, da je to, ne. Ja, a pa nekaj sem se mogel odločiti, ne mislim odločiti. Z nekom sem mogel govoriti, neko odločitev sem mogel sprejeti, pa da sem prišel do te informacije. Zato, če tudi jaz en kovc, je pa Einstein, je meni zelo ljubil, pa da moraš skozi poganjati kolesje, da ne bi padel, ne. Važno je, da poganja, da če malo te zanaša levo, desno, ampak če poganjaš, pač boš nastavno šel. In to so mogoče te odločitve, da nastavno greš naprej, iščeš še. Ena, ne, korak za korakom. Začetek je najtežji, ne, ampak pa, kaj gre, pa kakšen ovink, pa kakšen kucel. Sem imel enega študenta pri sebi, ki je prišel k meni, pa je rekel, rad bi videl, kva delaš. Sem rekel, ni problema, pokažem ti vse, magar še listo dobaviteljev, če hočeš, pa stojiva pri meni, pa gledava skladišče takole gor, pa me gleda, pa prav, jaz bi delal peanut butter. Sem rekel, feel free, ne, pač nared, mislim, kva rabiš od informacij, jaz ti jih z veseljem dam, sam deli, ker sam vem, koliko je težko, sploh zato, ker kot si rekel, ne poganjamo, dnevna motivacija, ne, danes jo imam, jutri jo nimam, to je tiskate pol malo levo, desno, anekdota na tvoj kolo. In sem rekel, prid bova pogledala, pa se bom malo pogledala, kva vse rabaš, pa kjere odločitve moraš narediti, ne. Pa je bilo, toliko je tega. Sem rekel, ja, sama veš, jaz to se že 10 let odločam, pa delam, pa ne vem, kakšne odločitve napačne sprejemam, pa grem 3 korake nazaj, ne. Ampak ja, so odločitve, pa grist moraš pa naprej poganjati. Če bi rekel, da je lahko, mogoče ni lih najboljša popotnica, ne? Mislim, veš, sam sem rad iskren, zakaj, pač ti povem, težko je, ni lahko. Ni tako čistega vina, da bo pač... Ja, jaz, ko sem bil, ne me narobe razume, jaz ful rad delam, zelo, Olja je prej rekla, če bi na lotu zadev, verjetno bi še delal, no. Verjetno bi delal, sam bi lažji delal, ker jaz tebe še nisem videla, da sediš pri meri. Ja, ne, tako to je, ampak kako naj ti to povzamem, zdaj sem pozabil sploh, pa sem hotel reči, ker sem se na ta loto navezal. Ja, tukaj se mogoče, kako bi praznoval, tako je lahko rečemo, kako bi ti praznoval. A ja, to. Kako ti praznuješ svoje zmage in zmage ekipe, ne? Tudi če bi imel veliko resursov, ne? Verjetno bi še naprej delal. Ja, to so tudi mogoče neke vrednote, ki jih pa ne smemo pozabiti, sploh mladi, ne? Pa vsa ta tehnologija, da kljub vsemu je pa treba tudi delati, ne? Ja. Samo se pa tudi ne. Samo se ne. Treba, in tudi, če povzamem spet, kaj si pregovoril, ne? Digneš telefon, greš na teren, greš v tujino. In to so vse te neke stvari, ki stalno moraš narediti. Ni bližnc, ne? Veš, kaj je smešen? Da smo bili zadnjič s ženo mojo na eni poroki in da sem se več skoraj v poslu pogovarjal na uni poroki, kot o nekih privat zadev, ampak slučajno so bili ljudje tam in smo se pač pogovarjali o tem, ne. Tako verjetno bi zelo težko ugasnil ta del, no. Ja, to je tisto, kar sem to moje vprašanje, s katerim sem odprl ta podcast, ne, a se znamo še kaj drugega pogovarjati, ne. Enostavno to je... glava, možgani so okupirani. Znam se, sam daj me na en otok, kjer bo en tiki bar, pa bova, ne vem, imela kokos, pa bova pač gledala po plaži. Pa se lahko v surfanju pogovarjava. Mislim, jaz imam še tudi druge aktivnosti v lifeu, kakor sem podjetništvo. To je bolj hec, ampak... Vsaka hec je pa velika resnica. A veš, koliko ti rečejo, koliko prometa ti pa ta kupec dela, ne? Koliko tvoje osebnosti pa zauzema podjetništvo, ja. Skoraj vso, ne? Zato, ker sem srcem, dušo, z glavo, s prsti, s nogami, skoraj v tem noter, ne? Ja, ampak res, še enkrat se vračam, kako ti slaviš zmage? Svoje te podjetniške zmage, kako je z ekipo? Eno sem statujem, no. Ja, to je dober primer. Eno sem statujem. Veš, da, ponavadi slavim samo tako, da ko vidim, da je dejansko projekt speljan,
mogoče se že, prej smo se o tem pogovarjali, zakaj sem tako kritičen, pa zakaj te slabe novice najprej, ali pa to, da sem tako realen. Zato, ker dokaj ni denarja na računu, ni projekt speljan, no, zato, ne vem, nekako tako. Pa ne zdaj, da smo se bolj nasankali, karkoli, ampak preprosto takrat se pol nek zaključek naredi. Ne vem, letos sem kupil objekt, v katerem smo not postavili naš HQ, no, zdaj tako če rečem, in kaj smo naredili, ne vem, odprli smo en šampanjec večer, pa smo spili v krogu družine, to je bilo to, no. Je to. Nismo trenutek, ne? Nismo ful zahtevni, kar se tega tiče, je pa res, da je bil pa dober šampanjec. No, to je super. Dragi Rok, jaz te posebno, pa tudi podjetju želim sam takole, ne, da greš gor, se razumem, da bo kdaj to, ampak da bo trend gor, ne, da boš rastel, da se boš učil, da boš imel še naprej ta motiv in željo in da bo vsi lahko mazali kaj slastnega in Da bo dobrega. šlo vse kot po maslu. Ja, da bo šlo vse kot maslo, tako da ima tako zaključiti. Srečno, pa hvala. Hvala ti za povabilo, ful je bilo fajn.